Denisa, ali Denisa. Hai ti sblocchi per cui que ahí es bien casado, pero C'è minuta! Poštovani svi tukaj navzoči,
sem Boris Krepej. Naj vas v imenu ustanoviteljev ljudske iniciative Glas upokojencev 1. oktober prisrčno pozdravim. Na tretjem vseslovenskem protiuradnem shodu upokojencev v borbi za boljše življenje in dostojne pokojnine. Ker se ta vlada norčuje iz nas. Vlada pa še vedno pleše v krogu, brez učinka in brez rezultatov. Upokojenci pa tonemo še v večjo revščino. Gledam, da se večina pomika po ljubljanskih ulicah. Ostali, ki ne morete z njimi, se pridružite in sodelujte pri poslušanju naših upokojenih korošic, ki vam bodo zapele Bica Band ansambl. Za njimi bo pa nastopila mlada harmonikašica Tina Vrhovnik. Po pohodu, ko se vrnete na Trg Republike, kjer pričakujemo govore govornikov in predsednika, pobudnika protestnega shoda. Zdaj pa gremo. Pridružite se skupini, ki bo odšla Ljubljanske ulice. Gremo! Tukaj ali greš? Dober, voda tam okrera. Ne vem.
Igro pa bomba, pope. Matije. Na popo bo vihar, ja. Dol. Dol, Zvano! Dol, Zvano! Pohod je na pol ure. Ready.
dobar dan. Dobar dan. Tukaj smo. Neverjetno.
še enkrat stisne. Prav da obrni, Katja. Daj drži. Ještě tako gledám. Ne gre, ne vem, se gre. Tu. Maribor, sim.
Focus, individual, focus. Go, go. Žicharkice uliče, ali. Ne, žicharkice uliče, ali. Pukare!
Prihajajo še zadnji, ki so šli gledati po Ljubljani ljubljanske znamenitosti. Spoštovane upokojenke in upokojenci, še enkrat vas prisrčno pozdravljam na 3. protestnem shodu borcev za dostojne in zaslužene pokojnine in vse vas, ki ste obljub, govoričenja in posmehovanja vladajoče klike siti že po 10 mesecih njihovega vladanja. Na današnji shod smo vabili predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ministra Luka Mesca, pevko in boxerko, gospod Uršo Klakočar-Zupančič, ter predsednico države kraljico Natašo Pirc-Musar. Zdravstvenega ministra Janula in Nike Kovač, nismo vabili zaradi moje varnosti. Vesel sem, ker nas je po zadnjih podatkih 34.000. Hkrati pa sem tudi zelo razočaran nad dogodki, ki so povezani z upokojenci. V mesecu od 2. shoda se je zgodilo vse preveč negativnih in šokantnih dogodkov, ki bodo življenje upokojencev še dodatno obremenili in jih okromili, čemu se bomo uprli na vse možne načine. Prvi ukrep, ki bo daleč najboljši za nas in za Slovenijo, pa je poziv dr. Golobu naj odstopi. Dejstva kažejo, da z veliko hitrostjo drvimo v bankrot države. Delovanje vlade je odprlo oči veliki množici, ki je in še spoznava, da vladarji plešejo svojevrstno kolo, ljudje pa ostajajo slabo plačani in z mizernimi pokojninami, ker orkester očitno porabi preveč za svojo veselico. Danes ste prejeli pokojnine s 5,2% nižjo vsoto kot februarja. Pompozno fotografiranje dr. Goloba z Janezom Sušnikom ob napovedi izredne uskladitve za 4,5% je očitno postala jutrišnja 1. aprilska šala.
Čas je, da jim povemo, da naj ustavijo svoje konje in iščejo rešitve tam, kjer je treba. Če denarja res ni, naj ga poiščejo pri svojih sefih, milijonih in nakopičenem premoženju, reveže pa naj pustijo, ker dodatnih bremen ne bomo prenesli, še manj pa dovolili. Če bi vladajoči imeli znanje in modrost, bi zapolnjenje državnega proračuna zlahka zaustavili nepopisno razbohoteno korupcijo, uvedli revizijo in nadzor nad porabo denarja državnih inštitucij. Napovedali so izjemne strokovnjake za upravljanje države, imenovali pa ljudi, ki so izgubili na volitvah, sorodnike in prijatelje pa po svojih zvezah. Milijarde, ki so jih v 10 mesecih razmetavali v svoja podjetja, pomenijo le, da skrbijo očitno samo zase in za politično elito, ki nam vlada. Rezultate višjih pokojnin bi prinesla tudi kontrola nad pokojninsko blagajno SPIZ-a, ki ga vodi Marjan Papež, ki je tam dlje časa, kot je Slovenija samostojna. Revizija bi odkrila ničkoliko nesmiselno uporabljenega denarja, ki bi ga sicer lahko dobili upokojenci. Na desetine in stotine milijonov potrošijo za avtorske pogodbe, za informatiko, za razne lizinge, brez kontrole je njihov nepremičninski sklad. Odločno napovedujem, da inštitut 1. oktober zahteva takojšnjo revizijo Računskega sodišča. Za pogajalce za višje pokojnine imamo trenutno povsem nesposobne ljudi, ki se deklarirajo za reprezentančne in edino zveličave in ki jih trenutna vlada in vladarji dobesedno ljubijo. Zahtevamo, da nas vključijo v pogajanja in se kot sogovornike pokojninske reforme Sušnik takoj odstrani. Vse člane upokojenskih društv pozivam k razmisleku, ali je ena novoletna večera res dovolj za podporo in članstvo pri njih, hkrati pa se za pokojnine njihov predsednik ni sposoben boriti. Če bi se boril za upokojence, bi podprl zakon, ki smo ga vložili prejšnjem shodu za 20% dvig pokojnin in bi nas nepreklicno in brezpogojno podprl, pa nas ni. Glede vloženega zakona vam sporočam, da ga predsednica državnega zbora, magistra Urša Klakočar Zupančič, vztrajno zavrača z izgovori, da so potrebna dopolnila, da je potrebno upoštevati oba spola v stavkih, da manjkajo vejice in klicaji, kar je daleč najmanj pomembno za začetek postopka za zbiranje podpisov. Pretekli teden smo dobili že drugič zavrnjeno vlogo z enakimi nesmisli in zahtevami, le da je bila to pot podpisana Nataša Sukič. Lahko samo ugibamo, zakaj se to dogaja prvič v zgodovini Slovenije, do danes namreč kaj takega ni doživel še noben vlagatelj. Dvomov je več, ali zavlačujejo, ker ni denarja za pokojnine, ali se norčujejo iz nas, ali pa čakajo, da bodo ukinili še upravne enote in nam upokojencem otežili dostop do upravnih enot. Glede oddanega zakona o dvigu pokojnin vam ponovno obljubam in prisegam,
da bomo vztrajali pri naših zahtevah. Prosim vas, ne obupajte, podpirajte nas, ker je njihov cilj, da postanemo mirni. Skratka, imamo izvoljene, ki jih je oblast omamila, tako močno, da stisk ljudi ne razumejo. Postavili so prepreke in poglobili razdelitev naroda, ki se ne meri več v številu volivcev, pač pa v bogataših in revnih. Vlada napoveduje tudi druge drastične in nesmiselne ukrepe. Vsi gredo na škodo upokojencev. Podražitev dopolnilnega zavarovanja, zdravstvenega, znižanje obveznih zdravniških pregledov za voznike iz 80 na 70 let, nove davke, tudi davke na majhne pokojnine, davke na premoženje, kdo ve, kaj še vse imajo v glavah, če imajo kaj. Ti ljudje so popolnoma izgubili kompas, kriza je vidna iz vesolja. Papež in Mesec napovedujeta tudi dvig starostne meje za upokojitev in meje delovne dobe, kar prizadene trenutno zaposlene delavce, za letalo obljubljajo dodatke k plačam, sindikate vlečejo za nos. Skratka, moramo narediti temu čim prej konec! Po 10 mesecih in malo več od obljub in lepih besed ni ostalo čisto nič. So pa opazili, da do vladarja nihče več ni kritičen, ne omenjajo se razvpitega pomembnega dialoga z vsemi, obsod sovražnega govora, delitev naroda se poglavlja. Dopuščajo skrajne žalitve, nihče ne obsodi niti grožnje smrti, niso več kritični do medijev, ki ga najbolj širijo. Slednji ne poročajo ljudstvu o napakah Goloba in nevlade ostajajo uslužni in z opogljeno hrbtenico, ker jih plačujejo. Oblast se na naše pobude ne odziva, na pisma in prošnje ne odgovarja. Kot da vas ni, kot da se jasno mislijo, niste vredni njihove pozornosti, da bi se z nami pogovarjali. In tu so vladajoči povsem enaki. Golob, Klakočarjeva, Mesec, Sušnik. Vsi isti. Ampak pozor, vse preveč pa sem razočaran nad komaj izvoljeno predsednico države, menda imenovano kraljico naroda, Pirc Musarjevo. Na pismo, o katerem smo jo lepo in prijazno pozvali, da se vsaj ona zavzame za našo ljudsko inicijativo upokojencev in kritično nastopi zoper sovražni govor novinarjev Markeža in Sušnika, ki so nas označili za fašiste in naciste, predsednika ljudske inicijative pa za Hitlera in Mussolinija, se ni oglasila niti z besedo. Nataša Pirc-Musar, ženska ste, mati ste, predsednica ste, vaš odnos do nas pa ni vreden spoštovanja. In še, gospa kraljica, v torek ste v svojo palačo povabili točno tiste, ki leta in leta zabivajo izplačila poštenih pokojnin, Mesca, Sušnika, Papeža in neko predsednico sindikata Četkovičeve. In brez dvoma. A veste, da so prišli do rezultata, da je položaj upokojencev res slab. Vsaka čast. Bravo! Pozivam na vas, gospa predsednica, ne ponižujte te množice in ne določajte, kdo sme in kdo ne sme priti pred vaše obličje. Ne ponižujte nas z nebolozami
in o izkoriščenju upokojencev za proteste in politične namene. To ste morda počeli sama in trenutni predsednik vlade nas spomin ni zapustil. Sporočamo vam, da nismo pod vplivom nobene stranke, zavračamo delitev na leve in desne, česar se sama in vladajoči več kot preveč vajeni, in da nas drži samo ena stvar: stiska in borba in ponosno slovensko srce. Množica tu zbranih od plebiscita nikoli še toliko kot danes vrača upanje. Napovedane reforme, ki bodo dodatno obdavčile tudi najmanjše pokojnine, naša premoženja, povišale delovno dobo zaposlenih in dvignile starostno mejo upokojencev, ki vladajoči želijo uničiti tako kot kmete in podeželje. Pokojninska reforma, ki jo napovedujeta Mesec in papež, pa se ne bo išla po njihovih sanjah. Ne bo. Vaša poniževanja ne bodo rodila sadov. Naši protesti, ne več upokojencev, pač pa vedno bodo razočaranih skupin, se bodo samo še stopnjevali. Pozivam in zahvaljujem se za podporo slovenskim kmetom. Pozivam javno upravo, šolstvo, predvsem pa podjetnike in delavce, stopimo skupaj. Oblasti v imenu zbranih in vseh, ki ne bodo dovolili propad države, pozivam: odidite čim prej, odidite funkcionarji, ker delate samo za svoj žep in desetletja uničujete upokojence in delavce. Uničujete naše gospodarstvo, podeželje, podjetja in zaposlene. Odidite! Ukvarjajte se z malimi živalmi, partnerkami in njihovo modo, ščrišči, če želite, z nesmisli in postavljanjem kipov izbrisanjem, kar želite. Hkrati pa vam ni jasno, da so upokojenke in upokojenci v bistvu edini in zares izbrisani državljane že leta in leta. In res so izbrisani. Nikoli nismo špekulirali z ničimer. Nikoli nismo preračunavali, ali biti slovenski državljan ali ne. Nikoli ali graditi, garati in delati. Nikoli. Ti ljudje so edino upravičeni, da jim postavite največji spomenik v državi. Spomenik slave in časti in zahvale, ker so ravno ti ljudje gradili našo deželo, se borili, jo plačevali in jo tudi spoštujejo. Zato vas še enkrat kličem, odstopite in razpišite nove volitve. Zlahka ste uničili zakon o dolgotrajni oskrbi, sedaj na njem ne dela nihče. Ravno tako ste uničili zakon o dohodnini, ukradli ste delavcem vsaj eno plačo na leto. Dragi gospod Golob, čas je, da odletiš. Vsem, ki ste tu iz vseh krajev naše ljube domovine, se zahvaljujem za udeležbo. Moramo se boriti. Borba je edino naše upanje. Vsem, ki ste doma, v domovih po bolnišnicah sporočam, skupaj smo. Vsem stavkajočim, protestnim skupinam sporočam, združimo se. Mladim, podpirajte nas, za nami greste. Ne dovolite, da se vam zgodi, kar se je nam. Vsem ponujemo roko, en narod smo,
začnimo se povezovati, si zaupati, stopimo na skupno pot. Ne dovolimo več razkola naroda, dovolj je sovraštva. Obljubim vam, da bomo shode delali, dokler naše zahteve ne bodo uresničene. Zahtevamo 750 evrov pokojnine za vse, za tiste s polno delovno dobo, prag revščine plus 10%, 13. plačo in še veliko je tega. Spoštovane gospe in gospodje, ostanimo skupaj, ostanimo pogumni, ostanimo en narod in ostanimo uporni temu, kar se dogaja, ostanimo Slovenci! Brez ličnica pa ne moramo, brez čebelic. Gremo Slovenija, gremo čebelice!
Spoštovane upokojenke, spoštovani upokojenci, spoštovani prisotni. Dovolite mi, da vas seznanim, da smo v inštitutu 1. oktober oblikovali peticijo za zaščito pravic upokojencev, ki jo bomo vložili na komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti pri Državnem zboru. Celotna peticija je dostopna na spletni strani inštituta 1. oktober. Danes vam bom prebral kratek povzetek in sklepe, ki jih predlagamo, da jih imenovana komisija sprejme. To besedilo bom razdelil tudi med vas in vas poprosil, da na kratki strani podpišete ta povzetek oziroma sklepe te peticije, kar bomo priložili oddaji peticiji. Sedaj bi pa samo na kratko še povedal, kaj naj bi ta peticija vsebovala in pisano in sicer po točko 1. Vložili bomo in zahtevali. Komisija za človekove pravice in enake možnosti predlaga predsednici Urški Klakočar Zupančič, da nemudoma izpelje standarden postopek za obravnavo zakona o izrednem povišanju pokojnin ljudske iniciative Glas upokojencev. Komisija nadalje predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Vladi Republike Slovenije naloži, da nemudoma prične z izvajanjem interventnih ukrepov, s katerimi bi lahko pomagala upokojencem in upokojenkam. Tretjič, komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Vladi Republike Slovenije naloži, da do 1. junija 2023 pripravi reformo pokojninskega sistema in jo približa modernim sistemom, kot je na primer v Avstriji. Četrtič, komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Vladi Republike Slovenije do 1. junija 2023 pripravi reformo zdravstvenega sistema in jo približa modernim sistemom, kot na primer v Republiki Avstriji ali Nemčiji. Komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Vladi Republike Slovenije naloži, da do 1. junija 2023 vloži v prenatalni postopek zakon o dolgotrajni oskrbi. To je na kratko povzeto, kar smo vložili notri. In pri nam časovnice ne veljajo. To je datum 1. junij. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu Gibanja za otroke in družine. Aleš Pinc me je prosil, naj vam predstavim peticijo za zaščito čiste pitne vode in vas povabim, da se jim množično pridružite. Peticija se glasi takole. Spodaj podpisani odločno nasprotujem gradnji nevarnega kanalizacijskega kanala preko največjih zajetij pitne vode v Ljubljani ter drugod po Sloveniji. Saj gre za trajno ogroženo onesnaženje čiste pitne vode in s tem za nevarnost zdravju ljudi. Od mesta občine Ljubljana, Vlade Republike Slovenije in vseh pristojnih organov zahtevamo, da ravnajo odgovorno in gradnjo nevarnega kanalizacijskega kanala C0 takoj končajo. Naj vam navedem še glavne razloge za podpis peticije za zaščito čiste pitne vode. Prvič, čisto pitno vodo nujno potrebujemo za naše življenje in ne smemo dovoliti njenega onesnaževanja s kanalizacijskimi odplakami. Drugič,
Transportni kanalizacijski kanali ne smejo potekati po vodovarstvenih območjih nad zajetji pitne vode, saj predstavljajo trajno tveganje za onesnaženje pitne vode ter nevarnost za zdravje ljudi. Nevarnost je seveda najhujša v primeru puščanja spojev in cevovoda, v primeru potresa, požara ali, bog ne daj, terorističnega napada in podobno. Četrtič, nedopustno je, da se nevaren transportni kanalizacijski kanal, torej drekovod, gradi brez okoljevarstvenega soglasja in ob izvajanju nasilja nad kmeti. Petič, kanalizacijske odplake je potrebno očistiti čim bližje kraju njihovega nastanka, ne pa jih transportirati po velikih kanalizacijskih kanalih preko zajetij pitne vode. Če sami ne bomo varovali naše vode za nas, za naše otroke in vnuke, je ne bo nihče in bomo odvisni od drage ustekleničene vode. In še zadnja zahteva, gradnja nevarnega in nezakonitega kanalizacijskega voda čez zajetja pitne vode ni samo problem Ljubljane. V primeru, da te prakse ne bomo preprečili v glavnem mestu, se bo razširila po vsej Sloveniji. Vabimo vas torej, da peticijo podpišete in povabite čim več ljudi, da jo podpišijo, ter pošljete po pošti na naslov, ki je naveden na koncu lista. Še enkrat, to ni samo ljubljanski problem. Če bomo dovolili, da se zastrupi ljubljanska voda, se bodo podobne stvari dogajale tudi v drugih krajih po Sloveniji. Danes smo tukaj razdelili veliko peticij. Če je še kdo ni dobil, je dosegljiva na spletni strani glaszaotrokeindružine.si. Peticijo bomo sredi aprila predali Komisiji Državnega zbora za peticije in človekove pravice, ki jo vodi poslanka Eva Irgl. Zato prosimo, pohitite, da bomo do takrat zbrali čim več podpisov in s tem naredili pomemben korak za zaščito vode po vsej Sloveniji. Za našo slovensko vodo gre. Hvala lepa. Dolenjski, Javasica, hvala.
Poslušaj slovensko pesem! Pomagajte, pomagajte! Spoštovane upokojenke, upokojenci, vsi prisotni, vsi doma po bolnišnicah, domovih, pred TV ekrani, počasi zaključujemo današnji shod. Popraviti moram še uradno številko, tu nas je 41.000. Vsem, ki ste prišli, iskreno hvala. Vabim vas še, da se včlanite v društvo Inštitut 1. oktober, prijavnice imate na internetu, pa malo članarine tudi no. Moramo to plačati, to zdaj trenutno iz svojih žepov. Pogledam, srečno pot, kamorkoli vas že pelje slovenska cesta. Vse dobro vam želim. Vam, vsem mamam, očetom, sinovom, hčeram, vnukom, Sloveniji, lep pozdrav in vse dobro želim. Borili se bomo! Borili se bomo! Borili se bomo! A meni oškane trdi, moja ljubca žičani, želji možana Jer sam bil najposliji, živom ljubca vam zimil, nam dobri bom postal, kot kralce pastina. Thank you.
Thank you.